Evo, po dolgem času se spet vidimo. Zakaj malo daljši čas minil od zadnjega javljanja? Preprosto zato, ker so bili torki na praznik. Zmenjen pa smo, da se jaz javim vam ob torkih in to približno ob tej uri med 8 in 9. Zdaj, danes je pač ta čas, da je še zmeraj dosti hiter, da vam rečem srečnega, zdravega, veselega in uspešnega v letu 2018 z najboljšimi željami. Zelo aktualno v tem času je bilo pa predvsem to, da smo vsi nekako sprejemali neke svoje novoletne zaobljube. Se veste, malo neke stvari nam niso všeč, hočemo jih spremeniti in tako naprej. Problem pa nastane pravzaprav v tem, da jih večinoma ne uresničimo. Večinoma ostanejo te zaobljube le na nivoju zaobljub. Se pravi, počakajo na naslednje leto in ko se naslednje leto spet tole začne dogajati, se pravi novoletno vzdušje, potem spet sprejmemo neke te zaobljube in rečemo, aha, letos pa čisto zares. Ampak spet tudi potem se te stvari ponovijo. Zakaj se to nam dogaja? Preprosto se dogaja zato, ker te novoletne želje izrečemo preveč tako. Nič ne določimo, kaj bi pravzaprav radi. Te želje izrečemo pač zato, ker si jih želimo, ampak ne želimo pa si jih čist na polno. Ker če bi si jih želeli čist na polno, potem bi jih uresničili. Zdaj pa kako si pravzaprav mi te stvari želimo? Ponavadi gre to tako, recimo, kaj pa so, dajmo še to najprej, kaj so običajno ti novoletne zaobljube? Recimo vedno nekaj takšnega, kar pravzaprav težko naredimo. Recimo bom shujšal, bom se več rekreiral, bom zaslužil več denarja, bom nehal kaditi, recimo pa take stvari in še mnoge, saj sami veste najbolj, kjere stvari so tiste, ki se jih zaobljubljate. Zdaj, recimo, da vzamemo eno od teh. Recimo, ena mojih zelo priljubljenih je tudi, da bi rad malo kakšno kilo dal dol, ampak kaj čemo, jesti je lepo, pa potem to mi tudi nekako ne rata, pa kar se mi tudi zdi, da nisem glih pretirano, bom rekel, tako in tako, pa se potem to malo šlepam, čist, in so te moje zaobljube okrog tega hujšanja bolj labave, kakor rečemo. Ampak zdaj pa, recimo, dajmo si mi to predstavljati, da pa nekdo resnično gre recimo na novoletno zabavo, fant, punca, vseeno, se pogleda v špegel in reče, Madonna, niso mi prav hlače, ni mi prav, ne vem, ta srajca in vse to, treba bo malo shujšati. In zdaj on, ali pa ti, rečeš, treba bo malo shujšati. In kakšno komando smo pravzaprav, oziroma si dal s tem svojemu nezavednemu umu, ki bo pravzaprav to zadevo uresničil. Nobene, ta nezavedni te malo pogleda pa reče, pa ti se hecaš, kaj je to, kakšna želja ali kaj, malo bom pa shujšal naslednje leto. To tako ne gre. In zaradi tega, ker tudi pri vseh drugih področjih so te naše zaobljube v tem stilu, nekaj malo več bi pa rad zaslužil, ali pa mogoče bom, ne vem, enkrat sred leta bom recimo zmanjšal cigarete na polovico, ali pa, a veš, na ta način. In potem seveda se zadeve zaključijo, ker mine pol leta, pozabiš in tako naprej. Kaj pa narediti pravzaprav, da bi pa te zaobljube pa uresničili? Se pravi, dajmo zdaj probati tako. Daj, zamišlj malo, mečkam zamišlj, pa si probaj zamišljati, kaj bom zdaj rekel. Ne čak, resno mislim, malo zamišlj, ker težko si je zamišljati, če mene gledaš tam na ekranu ali pa nekaj drugega. Daj, res, mečkano zamišlj in si zamisel. Recimo, če smo zdaj pri nekem hujšanju, recimo, pa je čisto vseeno, pri čemu smo, in si zamisel neko figuro, ki si jo recimo želiš, in rečeš, aha, ker se poznaš, pač višina, teža in to, in rečeš, lej, do konc februarja bom jaz shujšal za 5 kil. Recimo, da je to tisti cilj. Kaj smo zdaj naredili? Se pravi, mi smo dali zdaj pa svojemu temu nezavednemu umu eno komando, in rečemo, lej, pazi, do konc februarja, nimaš veliko časa, imaš januar, februar,
in 5 kil morajo dol. Se pravi, kaj smo mi? Mi smo časovno potem opredelili to zadevo, kdaj bomo uresničili to svojo zaobljubo. Dodali smo ji opcijo, da to lahko zmerimo, ne? Se pravi, ni vseeno zdaj, ali boš ti 3, ali jih boš, ne? Ali pa 1,5, ne, 5. Ne? In a si zdaj znaš predstavljati, da je ta zadeva bistveno bolj uresničljiva. Bistveno bolj lahko zdaj ti to zadevo uresničiš, ker imaš konkreten, realen cilj. Ne? In tudi komanda tvojemu nezavednemu umu, ki bo pravzaprav v ozadju delal na tem tvojem projektu, da boš ti to svojo novoletno zaobljubo uresničil, bo delal popolnoma drugače kot v unem prejšnjem primeru. Ne? No in zdaj, če imaš še zmeraj zaprte oči, a si znaš to predstavljati, a se strinjaš z mano, da je pa to zdaj bistveno lažje uresničiti. Ne? Za nek del ljudi, še zmeraj pa nekaj manjka tukaj, ne? 2 stvari manjkata. Prva je ta, če si boš to samo zamislil v glavi, potem spet pridejo, ljudje smo pač tako narejeni, da imamo en kup nekih izgovorov in te izgovori nam začnejo to stvar mečkano odrivati na stran in spet to premaknemo, premikamo, najdemo izgovore in spet tega ne naredimo. Ne? Pa malo bomo rekli, si sem malo pozabil, pa bom premaknil na en naslednji termin ali pa kaj takšnega. Ne? Se pravi, kaj moraš ti zdaj še narediti? Ne? Objaviti moraš tole. Se pravi, kaj to pomeni objaviti? Napisati moraš kot prvič na list papirja, ne v Word pa v računalnik ali pa na telefon. Na list papirja, čim večji list papirja, to napiši. Do konca februarja gre 5 kil dol, amen. In to potem prbijaš, prlimaš, ne vem kaj, na zid, na omaro, ne vem, v enem prostoru, kjer se največ zadržuješ. Zato, da imaš ti to stalno pred očmi. In to ti potem kljuva v tvojo glavo noter, in te je malo sram pred samim sabo, ne, če smo pošteni, če glih ne narediš, a ta tam piše, pa še kdo drug je videl, ne vem, žena, otroci, prijatelj, ki je prišel na obisk ali pa kaj takšnega, oni to vidijo in zdaj, kar naenkrat imaš ti Madonna malo več unga, ne, ja pa jaz to moram narediti, ne, ni to potem kar uno, bom jaz to malo drugič, ne. A si znaš predstavljati, da je zdaj to bistveno lažje potem spet realizirati to svojo novoletno zaobljubo. Mislim, da se strinjamo s tem, da je to potem bistveno lažje. Ne? Pa še zmeraj ni dovolj. Še zmeraj ni dovolj. Stvar, ki vas bo pa premaknila resno iz cone udobja, da boste premaknili zadevo, da boste realizirali vašo zaobljubo, je pa tale. Daj še enkrat zapri oči. Ampak res, ne škilt. Pa si zamisel eno osebo, ki jo, pa naj bo recimo nekje v bližini, v domačem kraju, recimo, ne, ki jo najbolj sovražiš, oziroma ki ti je najmanj všeč, ki, mislim, ti je čisto bedo. Zamisel si to osebo. Ne, in potem tam na tiste cilje, ki si jih napisal, na tist listek papirja, zapiši penale. In napiši penali. In reči, če ne bom tega, kar sem tle zapisal, uresničil, bom tej in tej osebi, ki si jo malo prej zamislil, šel na dom, pozvonil in mu bom rekel, na tle imaš Jurija, evro. In sem mu obrnil in bom šel. Se pravi, dej si napiš penale, neke penale, ki te bojo res boleli. Ne? In ko te bo to bolelo, potem je realizacija tvojih novoletnih zaobljub, s tem pa tvojih ciljev, želja, sanj, bistveno bližje, kot če se spomni zdaj tisto na začetku, ko smo rekli, jaz bi pa morda naslednje leto mečkan kakšno kilo dal dol. Se strinjamo? Ste si zamislili mene, da me ne marate? Čim več, pa nikar te uresničiti svojih želja, hecam se. Družba, tokle za danes. Imejte se lepo, če še niste sprejeli svojih novoletnih želja, še vedno je čas, da to naredite. Za novoletne želje oziroma novoletne zaobljube, če spustimo novoletne zaobljube, je vedno čas, vedno si lahko določite rok, vedno lahko napišete, kdaj in kaj boste naredili in vedno si lahko določite penale,
da boste v primeru, če tega ne naredite, naredili nekaj, kar vas bo zelo bolelo. Potem vam bojo vaši cilji zelo blizu in jih boste uresničili. Jaz vam pri hujšanju ne morem pomagati. Jaz vam pri odvajanju od kajenja ne morem pomagati, čeprav recimo jaz sem pred 25 leti nehal, bom rekel tako, občasno še kakšno cigaro s prijatelji ob to roko potegnem. Ampak ni bistveno. Ne morem vam pomagati pri marsičem. Lahko vam pomagam, če se odločite, če imate pa željo oziroma če boste sprejeli novoletno zaobljubo, da boste v letu 2018 zaslužili malo več denarja. Kako pa itak veste, saj to skozi govorim, skozi pišem, če ne drugega v tej knjigi od zadaj, ko jo vidite. Te stvari so jasne, to ni nič takšnega, da ne bi mogli narediti. V glavnem, če se boste odločili, jaz sem tukaj, pokličite, kontaktirajte, pišite. V glavnem, imejte se lepo, realizirajte vaše zaobljube. Čau, čau.